Drage gledalke, spoštovani gledalci, danes se mudimo v Pavlovi hiši in sicer v Potrni po slovensko, drugače v Lafeldu. To pa je pravzaprav središče, kulturni hram, bomo rekli, za naše zamejce oziroma za slovensko manjšino na avstrijskem Štajerskem. Z nami je gospa Susanne Weitlaner, ki je predsednica kulturnega društva Člen 7 in tudi vodja Pavlove hiše. Susan, veliko dela, veliko tega ste že postorili, seveda za naše Slovence na avstrijskem Štajerskem, pa vendarle lepo bi bilo za naše gledalke in gledalce, da malce predstavite dejavnost vašega društva in pa tudi sam pomen Pavlove hiše. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1988 s ciljem ohraniti slovensko manjšino na Štajerskem oziroma opozoriti tudi na pravice, ki so zapisane v avstrijski državni pogodbi iz leta 1955. Torej, po tej pogodbi naj bi imeli iste pravice kot Slovenci na Koroškem. In tega pač tu nikoli ni bilo in tako da je bil to en prvi korak. In potem je naše društvo pač začelo bolj politično delati, ampak eden od ciljev je tudi podpiranje pouka slovenščine. In ta tretji glavni cilj je pač kulturno in znanstveno delo in to poteka na eni strani tu v Pavlovi hiši, na drugi strani se v zadnjih 10 letih se tudi slovensko kulturno delo v Gradcu močno razvilo in tudi pouk se marsikaj dogaja. Ja, in tu v Pavlovi hiši pač delamo od leta 1998. Leta 1995 je bila priložnost kupiti to staro kmečko hišo, potem smo jo z finančno podporo iz Slovenije in Avstrije prenovili in leta 1998 potem uradno otvorili in od takrat naprej deluje pač kulturni center. Na eni strani imamo tu različne razstave, približno 3 do 4-krat na leto. Kot recimo zdaj tu vidite bolj zgodovinsko tematiko, imamo pa tudi dostikrat sodobno umetnost. Sodelujemo z različnimi galerijami, organizacijami v Sloveniji, v Avstriji, pa tudi še več, torej tudi bi rekla en tako evropski kontekst. V Pavlovi hiši imamo tudi tečaje slovenščine, potem tu vadi naš zbor Pavlove hiše, ki je tudi dvojezičen, sicer pojejo pač Slovenci in Avstrijci skupaj in eni so dvojezični, drugi niso, ampak jim je to veselje pač v obeh jezikih peti in se tudi nekaj pred tem naučijo. In potem imamo tudi predavanja, literarne večere, sicer to bolj v Gradcu, ampak se tudi tu v Pavlovi hiši kaj takega ponudi. Susan, multikulturno središče vse tega dela spodnje Štajerske, bomo rekla avstrijske Štajerske, kjer se zbirajo seveda ljubitelji, rekli ste tudi sami, ne samo tisti, ki slovensko govorijo, ampak nasploh, ki se radi družijo. Koliko pravzaprav, če imate podatek po zadnjih podatkih, je na avstrijskem Štajerskem še slovensko govorečih ljudi? Zadnje ljudsko štetje je bilo leta 2011, oziroma vmes je bilo tudi anketa, ampak zadnja anketa, kjer so še vprašali po občevalnem jeziku in je bila še zadnja anketa, ko so res šli s papirjem naokrog, zdaj pa je to samo še povezava podatkov. In seveda na uradu, če greš na občino, ne boš povedal, ne vem, materinščina je ta in ta jezik. Torej, teh podatkov zdaj ni več, ampak takrat je bilo na celem Štajerskem 2200, pri čemer je seveda vključen tudi Gradec, Gornja Štajerska in vprašali niso po manjšinskem jeziku, ampak po občevalnem jeziku. Torej, mi smo se zavedali tega, da so tu vključeni tudi Slovenci, ki so se preselili v Gradec ali pa na Štajersko. Je pa tudi tako kočljiva zadeva, ker na drugi strani je
bilo zagotovo mnogo starejših oseb, ki so rekli, jaz govorim samo v narečju, niti niso povedali, da slovensko znajo. Tako da mislim, da se to kar izenači, da je po mojem dokaj realna število. Ja. Ko sva se pred tem pogovorom takole pogovarjala tudi o tem, kaj in kako me presenetilo, da ste dejali, da je ena od vaših dejavnosti, seveda glavno je delo v Pavlovi hiši, ki ga opravljate tukaj in v Gradcu, da tudi poučujete slovenski jezik v kraju Bruk na Muri. Zanimivo, da precej oddaljen kraj od Slovenije, pa je zanimanje za slovenski jezik. Ja, to je edina gozdarska šola v Avstriji, ki je 5-letna šola in imamo učence od Predarske do Gradiščanske. In ravnatelj je pred leti želel ponuditi še en dodatni tuj jezik. In ker so takrat že imeli italijanščino, je predlagal morda nek slovanski jezik, ker ima gozdarstvo na različnih področjih tudi stike z slovanskimi državami. No, in po dolgih debatah so se odločili za slovenščino. Moram pa reči, da je ravnatelj rojen oziroma doma v Deutschlandsbergu, torej na zahodu Štajerske, čisto na slovenski meji. In zelo rad ima Slovenijo in se tudi učijo slovenščino, sicer je rekel, da mu je to malo mučno, ampak mu je pri srcu in to podpira in imam tudi dobre stike z gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni, tudi z šolo gozdarstva na Češkem, v Hranicah, pa tudi z drugimi šolami, tako da je šola dobro povezana in je fajn tam poučevati in zanimiva šola. Pohvale vredno zagotovo. Nenazadnje ste rekli veliko sodelovanja, pa me zanima sodelovanje z matičnim, z Ljubljano, z oblastmi na Dunaju, z oblastmi v Ljubljani. Kakšno je to sodelovanje? Gotovo niste kot društvo tržni, kolikor pač to dovoljuje seveda vaša dejavnost, torej ste vendarle odvisni od tako Ljubljane kot od Dunaja, da opravljate svoje poslanstvo. Jaz mislim, da imata obe dve državi interes, da so dobri odnosi, medsosedski odnosi in da tudi če manjšina tu in tam ni zadovoljna s tem, kar se v državi dogaja in kaj jim država ponudi, ampak načeloma mislim, so tu dobre stike, da bi se dalo marsikaj na boljše spremeniti, vemo, in se tudi vedno znova nekaj spreminja, je ena stvar rešena, pride ena druga zadeva, tako da bo vedno znova potrebno kakšne pogajanja, ampak mislim, da je to pač ena stvar, je ta politična raven oziroma tudi diplomatska raven, ki je pomembna, na drugi strani se pa veliko dogaja tudi tako na nižjem nivoju pod narekovajih, ker meni se zdi osebno zelo potrebno, da imamo dobre stike z županom tu, da imamo dobre stike tu v okolici, ker tu delamo, tu živimo in če tu okolje ne štima, in to smo na začetku imeli, ko smo ustanovili Pavlovo hišo, koliko je bilo kritike in vprašanja, kaj tu sploh delamo in če je to upravičeno in tako naprej. In je zdaj res ena taka odprta klima in to seveda tudi podpira naše delo. Torej, to mora biti precej na lokaciji, kje si. Hvala za to predstavitev. Sedaj pa bomo šla malce v prihodnost in sicer leto
se je pričelo, sicer smo že meseca februarja, pa vendar načrtujete dogodke, načrtujete večino stvari, čeprav pride tudi med samim letom koledarskim veliko stvari, ki se ponudijo same po sebi ali pa izkoristite priložnost. To se pravi, nekaj ste že povedali, kaj počnete tu, kaj se dogaja, pa vendar morda malo po segmentih, kaj vse se bo dogajalo v Pavlovi hiši, kaj vse ponujate seveda našim Slovencem na avstrijskem Štajerskem. Ja, za enkrat do začetka marca je ta razstava, ki jo zdaj tu vidite, še na ogled. To so razglednice Spodnje Štajerske in tema je pač, o čem so ljudje pisali, vsak dan, jezik. In potem bomo spet imeli likovno razstavo v sodelovanju z Slovenijo, to bo sredi marca. Potem imamo v Pavlovi hiši tudi tečaj slovenščine, ta pridno deluje. Smo pred kratkim začeli in bomo do, mislim, sredine maja bo potekal tečaj. In vmes bomo šli z tečajniki tudi na izlet v Ljubljano. Vsako leto hodimo na en izlet. Potem je v načrtu, da bomo sodelovali pri 3. Štajerskem dnevu branja in bomo predstavili za otroke slovensko in nemško pravljico. To bo rečeno konec maja. V Gradcu je pa v sklopu slovenske čitalnice, ki deluje od leta 2012 naprej, skoraj vsak mesec kakšno predavanje, literarni večer, torej informacije o tem se najde na spletni strani ali pa tudi na Facebooku Pavlove hiše. Tako da, ja, ni nam dolg cajt. Ni. Ne nazadnje tudi v vaših prostorih, tukaj v Lafeldu, deluje radio, občasno seveda, ki bi naj pokrival tudi ta del Radgonskega kota, Prekmurje in Prlekijo, z informacijami še morda nekaj malega o tem. Ja, po avstrijski državni pogodbi naj bi imeli tudi oskrba medijev v slovenskem jeziku. To smo tudi šele precej pozno dobili, namreč smo od leta 2012 naprej vključeni pri televizijski oddaji Dober dan Koroška Štajerska, ponavadi z enim prispevkom. To se lahko vsak teden v nedeljo ogledamo. In potem pa je še Radio Agora, ki tudi večino svobodni radio in ima prispevke vsak dan od 1 do 2, ki so določene, ki samo poročajo o Štajerski, kaj se tu dogaja, ima tudi Pokuka čez mejo, kaj se med, bi rekla, Mariborom in Gradcem, Soboto in Radgono tako dogaja. Pester program, pestro življenje tukaj v Pavlovi hiši, pravzaprav vsakdo lahko najde se v kakšni branži, v kakšni dejavnosti, ki jo ponujate, in to je tudi kraj srečevanj, kraj kulturnega dialoga in vsega ostalega. In Susan Weitlaner, predsednica društva, vodja Pavlove hiše, bodi tudi leto 2019, malce sem zašel v preteklost, pravo, tisto pravšnje, kot načrtujete, kot si želite, in da s polno energije, kot je vedno tukaj v Pavlovi hiši, tudi nekje čutimo, ko pridemo k vam, nadaljuje tudi to leto. Vse dobro in srečno. Hvala lepa.